Spoštovani, danes poteka natanko 70 let, odkar so 26. maja 42 malo po 8. uri zjutraj na ploščadi pred Ljudsko kuhinjo v Streliški ulici v Ljubljani vosovski atentatorji streljali na duhovnika in univerzitetnega profesorja in duhovnega vodjo Akademskega kluba Straža, dr. Lamberta Ehrlicha, ko je zapuščal mašo, ki jo je imel v Akademskem domu svetega Cirila, katerega ustanovitelj je bil. Varnostno-obveščevalna služba je ustrelila tudi njegovega slučajnega spremljevalca, študenta Viktorja Rojica, ker ga je zamenjala z dr. Cirilom Žebotom, ki je sicer spremljal Ehrlicha k jutranji maši in potem na bližnjo teološko fakulteto. Ehrlicha in še mnoge druge Slovence je likvidirala VOS, ki pa je bila zgolj izvršilni organ komunistične partije oziroma centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. VOS je Politbiro ustanovil avgusta 1941 brez vednosti izvršnega odbora Osvobodilne fronte, čeprav je bil uradni naziv, Varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte, in ta naziv seveda dejansko zavaja. Nad VOS-om partija ni dovolila nobene kontrole strani Osvobodilne fronte in njeni člani VOS-a so bili izključno partijci in člani komunistične mladinske organizacije SKOJ. Namen likvidacij je bil odstraniti nasprotnike revolucije in ustrahovati ljudi. Iz korespondence med Zdenko Kidrič, ki je vodila VOS, in Edvardom Kardeljem je razvidno, da je Kardelj ves čas koordiniral delo VOS-a. Najprej so v Slovenskem poročevalcu objavljali komunikeje, v katerih so pojasnevali vzroke za likvidacije, ker so se seveda bali odpora ljudi. Žrtve so razglaševali za izdajalce. Ko pa so ugotovili, da take objave negativno vplivajo na prebivalstvo in škodujejo partiji, so še samo občasno objavljali take komunikeje. Pri likvidacijah so se komunisti opirali na odloke, ki jih je vrhovni plenum Osvobodilne fronte pod taktirko Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije sprejel 16. septembra leta 1941. Tukaj gre za monopolizacijo upora, kar pomeni, da je bilo vsako udejstvovanje izven Osvobodilne fronte in partizanskih enot, pa četudi proti okupatorju, označeno za izdajalstvo. Odlok o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja pa je uvajal strog disciplinski in kazenski sistem in je v očeh komunistov legaliziral umore tistih Slovencev, ki niso sledili načelom, ukazom in zapovedim partije. Predvideval je namreč smrtno kazen za izdajalce. Proti drugače mislečim so bila dovoljena vsa sredstva vse do umora. Odlok je predvideval nagle ustne in tajne postopke posebnih sodišč, ki niso bila nikoli ustanovljena, tudi ni predvideval nobene obrambe, niti nezaslišanja domnevnega krivca. Ti odloki so bili seveda zgolj za javnost. Posluževali so se jih zgolj navidezno, da prikažejo pravnost svojega delovanja. Namen je posvečeval sredstva, vse je bilo podrejeno partijski logiki. Dejansko pa ni šlo za to, da bi odstranili kakšne narodne izdajalce, ampak za to, da pravočasno, neosmiljeno izločijo vse, ki bi lahko ogrožali revolucijo in njihov končni cilj, namreč prevzem oblasti. Seznam ljudi, ki so jih pobili na cestah Ljubljane, nazorno prikazuje ta namen. Kardelj je 4. julija 1942 na vodilih Zdenke Kidrič to načelo jasno podčrtal, citiram: "Kakor hitre dobite kakšne nove podatke o Cesarju Žebotu in tako dalje, streljajte.
Če se bo mržnja mas proti njim povečala v bližnjih dneh, streljajte brez podatkov. In 17. septembra 42. leta, citiram, likvidirajte kjerkoli in kakorkoli morate vse tiste, na katere lahko pred javnostjo pokažete, da so izzivači državljanske vojne v korist Italijanov. Tako so v letu 41 pripadniki VOS-a in partizani v Ljubljani in okolici ubili 120 oseb, do konca julija 42 pa okoli 900, sicer po navedbi zgodovinarke Vide Deželak Barič v delu 17. maja letos 800 civilistov. To je ta seznam žrtev vojne in revolucije, na katere rezultate zelo težko čakamo. O likvidaciji Ehrlicha naj bi premišljevali že od novembra 41. In to ne samo v vrstah ožjega vodstva partije, kot v primeru bivšega bana dr. Marka Natlačena so zaradi dalekosežnih posledic očitno tudi za umor Ehrlicha iskali širši konsens. Josep Rus je v svojih spominih zabeležil, da so bile dolge večmesečne razprave o Ehrlichovi vlogi in da takrat člani izvršnega odbora Osvobodilne fronte razen Kocbeka Ehrlichovi likvidaciji niso nasprotovali. Ehrlich in njegovi stražarji naj bi bili nevarni, citiram, zaradi njihovih strahotnih političnih ambicij. Po likvidaciji Ehrlicha pa v Kocbekovem dnevniku ni sledu o kakšnem zadržku. Citiram iz njegovega dnevnika. Pred seboj vidim mrtvega Ehrlicha, ki sem nekoč tudi jaz z njim mnogo govoril. Kljub svoji vedno hitrejši poti v slovenski fašizem, bi zanimivi mož še živel, ko bi nam fašizem ne bil vsilil neizprosne alternative ali življenje ali smrt. V dramatičnem položaju med starim in novim redom, ki danes v njem živimo in ki nam nalaga izredne dolžnosti, je posebno jasno spoznati dejstvo, da je usoda posameznika tesno povezana z usodo celote. V tako razgibanem obdobju zgodovine se stališče pravnega pojmovanja popolnoma spremeni, postane namreč politično. Menja se v tem smislu, da se posameznikova blaginja zelo ostro podredi blaginji človeške skupnosti. Če je v mirnem času kazensko pravo postavljalo sankcije stališča osebne človekove blaginje, potem je cilj revolucionarne justice javna kolektivna blaginja. Pozornost politične justice je obrnjena na ogroženost ljudske skupnosti, ne pa na psihologijo obsojenca. To se pravi, da sme določena človeška skupnost z vso pravico seči po revolucionarnih sankcijah, kadar je njen obstoj ogrožen, posebno kadar bije boj na življenje in smrt. Kdor je v takem stanju odgovoren za kolektivno usodo, ima pravico biti neusmiljen, sme vzeti življenje posamezniku in odkloniti ozire na osebne kvalitete in namene. Tako Kocbek po umoru. Po Natlačenovi smrti pa je napisal, citiram, v Natlačenovi smrti doživljam zakonito porajanje novega prava, revolucionarnega prava in občutka za novo pravico, ki se bo razodela v tej zgodovinski dobi. Ta tragična smrt pomeni z drugimi likvidacijami vred zgodovinski prelom. Ta prelom obstoji v tem, da likvidacija pomeni ne le pravično kazen za izdajalsko sodelovanje, temveč pomeni tudi silovito javljanje novega prava in nove pravice. Tako Kocbek. Zanimivo je, da se je potem, ko je VOS-ovec Edo Brajnik 4. decembra 1941 na Vodnikovi cesti za staro cerkvijo v Šiški ustrelil Fanuša Emerja, v slovenskem poročevalcu izšel komunike podpisan z informacijski biro Osvobodilne fronte, ki Emerju med drugim očita,
da naj bi načrtoval Ehrlichov umor in pa dal pobudo za umor 2 članov akademskega kluba Straža, Franca Cezarja in Cirila Žebota, namenom, da bi te zločine Bela garda, citiram seveda, lahko naprtila osvobodilni fronti v splošnem in komunistični partiji posebej. Umor Ehrlicha sta izvršila Franz Stadler Pepe, ki je še vedno narodni heroj, Pepe, ki je slabih 5 mesecev pozneje preoblečen v duhovnika likvidiral še bivšega bana Dravske banovine dr. Marka Natlačena, pa seveda Kamilo Kratochwil Mile. Akcijo sta pripravljala pa še neka Sabina in Đure, po vsej verjetnosti Đuro Frejlich Đorđe, član varnostne grupe VOS Ljubljana. Ohranjeno je poročilo o Ehrlichovem umoru, ki ga je napisal Kratochwil. Opisuje, kako mu je neka tovarišica Liza, to je morda Lidija Drmastja Liza, ki je bila vpletena v atentat na bivšega bana dr. Marka Natlačena, pokazala Ehrlicha na Streliški ulici in mu povedala, da tam vsako jutro mašuje stražarjem, ki jih vzgaja v duhu proti osvobodilnemu gibanju. 26. maja zjutraj, malo pred 7. uro, sta prišla h Kratochwilu na dom Stadler in Sabina. Stadler je že prišel maskiran z umetnimi brki in potem pomagal pri maskiranju še Kratochwilu. Nato so šli do ljudske kuhinje, kjer so si Kratochwil in Stadler zbrala prostor z dobrim pregledom oziroma, kot je Kratochwil napisal, prostor primeren za izvršitev smrtne obsodbe. Sabina je šla nato proti otroški kliniki, kjer je stala na straži, na vogalu Štrosmajerove ulice pa je v taksiju čakal Đuro. Kratochwil je v poročilu napisal, citiram, bil sem precej vznemirjen, čeprav tega nisem hotel pokazati in občudoval sem Pepeta, ki je bil veder in nasmejan, kot bi šel na svoje običajno vsakdanje službeno mesto. To me je pomirilo in občudoval sem ga, ker sem njem videl lik pravega borca, neustrašenega komunista, kakršnem sem hotel biti tudi jaz. Ko je ura na stolnici odbila 8, so iz hiše začeli prihajati ljudje. Čez nekaj minut sta iz hiše stopila 2 moška, Ehrlich in Rojc. Kratochwil in Stadler sta se spogledala in šla s hitrimi koraki do njiju. Nekaj metrov pred prihajajočima je Stadler mirno zaukazal, zdaj. Stadler in Kratochwil sta takoj streljala vsak svojo pištolo. Ehrlich je takoj padel, Rojc, o katerem sta bila takrat prepričana, da je žebot, pa se je pognal proti Kratochwilu. Citiram Kratochwila, še nikoli nisem bil tako miren kot tisti trenutek. Odskočil sem korak nazaj, ponovn strel in tudi ta je prejel zasluženo kazen. Stadler in Kratochwil sta potem takoj hitela do taksija, v katerem sta sedela Đura in prestrašen taksist. Odpeljali so se mimo otroške bolnice, kjer so še videli odhajajočo Sabino, pa tja do Šentjakobovega trga, kjer je Stadler izstopil in mirno odšel v pisarno poštne hranilnice. Citiram Kratochwila, ko sem se vračal domov, sem v sebi občutil ponos, da sem sodeloval uspešno v akciji, ki je sovražnikom slovenskega ljudstva zadala težak udarec, kar je potrjevalo tudi pisanje v časopisih in okupatorjevo divjanje. Istega dne je bil streljan tudi Ivo Peršuh, uradnik Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani. Slovenski poročevalec je še isti dan izdal posebno podtalno šapirografirano izdajo s poročilom, da je VOS likvidirala profesorja Ehrlicha in Žebota. Po nekaj urah je prišel nov komunike brez komentarja, ki je sporočil, da je bil ustreljen Rojc.
Šele dan pozneje je bil Rojec naveden kot sodelavec Ehrlicha pri vseh v komunikeju navedenih zločinih. Dejansko pa je bil Rojec nepopisan list in enkrat samkrat je spremljal profesorja na Teološko fakulteto na Poljanski cesti. Njegov vsakdanji spremljevalec in najbližji sodelavec je bil sicer Ciril Žebot, sin namestnika mariborskega župana, katerega je Gestapo aretirala in poslala v Dachau, kjer je pozneje tudi umrl. Žebot je celo stanoval v sobi za goste v Ehrlichovem stanovanju ob stolnici. Tisto jutro ga Ehrlich ni prebudil kot ponavadi, odšel je sam maševat v Cirilov dom. In ko se je Žebot malo pred 8 uro prebudil in hotel profesorja še ujeti v Cirilovem domu, je že v veži hiše, v kateri je bilo Ehrlichovo stanovanje, od hišnika zvedel, kaj se je zgodilo. Žebot je takoj hitel komaj 10 minut oddaljeno Streliško ulico in že oddaleč videl množico ljudi na cesti, ki se je spoštljivi razdalji zbrala okoli umorjenega profesorja. V mlaki krvi, obdana s cvetjem, sta ležala umorjena. V prvi vrsti te množice je stal škofijski kancler dr. Jožej Jagodic. Na njegov namig je Žebot Ehrlichu zatisnil eno oko, ki ni bilo povsem zaprto. Voz je dan pozneje izdala komunike, da je bil, citiram, justificiran izdajalec in škodljivec slovenskega naroda, odkriti iniciator političnega in policijskega sodelovanja peščice reakcionarnih izdajalcev z okupatorji ter organizator denunciantskih ter terorističnih tolp v službi okupatorjev dr. Lambert Ehrlich. Dr. Lambert Ehrlich je izšel iz vrst najreakcionarnejše klike v slovenskemu narodu, ki nikoli ni imela pred očmi interesov slovenskega naroda, pač pa si je dosledno vsemi sredstvi prizadevala učvrstiti svoje lastne protiljudske in protislovenske klikarske pozicije. Zato je ta klika vedno smatrala za svojega glavnega sovražnika demokratične težnje slovenskega delovnega ljudstva in njegove avantgardne sile, in je v boju proti tem bila vsak čas pripravljena poteptati tudi najosnovnejše pravice in zahteve slovenskega naroda. Ker je v slovenskih demokratičnih ljudskih množicah ta klika gledala svojega glavnega sovražnika, se je vedno povezovala z največjo mednarodno reakcijo, v poslednjih letih pred zlomom Jugoslavije pa se je popolnoma na nemški nacionalsocializem in italijanski fašizem ter postala na slovenskih tleh njegov glavni zagovornik in propagator. Zato nosi ta klika, v kateri je bil dr. Ehrlich eden od vodilnih ljudi na Slovenskem, glavno odgovornost za zlom Jugoslavije in za katastrofo, ki je doletela slovenski narod. Komunike navaja, da je obveščevalna služba Osvobodilne fronte ugotovila, da je Ehrlich kot duševni vodja stražarjev le-te pripeljal, citiram, na pot denunciantstva in najbolj tesnega policijskega sodelovanja z okupatorskimi oblastmi. Pa da je večina najbolj stropenih izlivov proti narodno-osvobodilnemu gibanju iz njegovega peresa, da ima najtesnejše stike z Ehrlichovo kvesturo in karabinjeri, da je sredi aprila italijanska policija na Ehrlichovo intervencijo vdrla v Jegličev dom in aretirala veliko število katoliških akademikov, ki niso bili stražarji, in da, citiram, zaradi tega svojega sodelovanja z okupatorji tudi sam neposredno nosi odgovornost tako za objavo okupatorske odredbe o streljanju talcev, kakor za dejansko streljanje cele vrste slovenskih talcev, ki so jih predali v roke okupatorjev stražarji. Zato je za vse te zločine sedaj prejel zasluženo kazen, ki obenem opomin vsem tistim, ki mislijo, da jim kakršnikoli položaji dovoljujejo nekaznovano izdajati svoj narod. Konec citata. Izvršni odbor je objavil potem še začetek junija poziv na Slovence, da naj strnijo svoje vrste v
Osvobodilni front in v tem komunikeju je bilo zapisano, zaslužena kazen Ehrlichova pa je opomin vsem tem podžigalcem državljanske vojne, da slovensko ljudstvo ne bo trpelo izdajalcev v svoji sredi. Kdor v času vojne na življenje in smrt, kakršno bije danes slovenski narod, ruši enotnost naroda, zlasti pa še njegove narodne vojske, ta je izdajalec interesov naroda in ga bo ljudstvo kot takega tudi obsodilo. V svojem naporu, da ohrani enotnost svojih vrst, bo slovensko ljudstvo združeno v vrstah OF odločno in brez popuščanja izvršilo vse tisto, kar je v interesu zmage osvobodilnega boja. Sovražnik, ki se ne vda, mora biti uničen. Ne glede na to, da je bil profesor Ehrlich znan narodnjak in da je zgoraj omenjena ocena, da je deloval za okupatorja proti slovenskemu narodu več kot absurdna, se prav zaradi tega, ker se je jasno postavil na jugoslovansko oziroma slovensko stran leta 1820 na Koroškem, moral po neuspelem plebiscitu Koroško zapustiti. Bil je tudi član jugoslovanske misije na mednarodnih mirovnih pogajanjih v Saint-Germainu. Ne glede na to se postavlja vprašanje o legalnosti in legitimnosti početja Osvobodilne fronte oziroma VOS-a. Komaj nekaj tednov pred umorom je Ehrlich napisal spomenico, ki jo je aprila 1942 poslal Italijanom, v kateri je ostro kritiziral samovoljne ukrepe okupacijskih oblasti v Ljubljanski pokrajini in opozarjal na težak položaj prebivalstva, ki ga z ene strani stiska nasilje Osvobodilne fronte, z druge pa italijanske represalije. Podobno poročilo je pisal tudi Svetemu sedežu. Škof Rožman jo je redigiral in po vsej verjetnosti prav sam maja 1942 nesel v Rim. Objavljeno je bilo v tisti knjigi, ki jo je omenil Stane Granda od pokojne Marije Vrečar. Prav v času umora je bil Rožman še vedno tam, v Rimu namreč. Zato ga je pokopal generalni vikar Ignacij Nadrah. Tako imenovana ljudska oblast je Nadrahu ta govor na grobu zelo zamerila, zato ga tudi po tako imenovani osvoboditvi ni bila pripravljena sprejeti. 14. junija 1945 pa je Nadraha potem celo zaprla. Sicer ni prišlo do procesa, septembra je bil Nadrah zopet izpuščen. Nadrah je na grobu med drugim izjavil, citiram: "Krščanstvo in komunizem sta dva nespravljiva sovražnika. Če zmaga krščanstvo, mora zginiti komunizem. Če zmaga komunizem, bo njegova zmaga konec krščanstva." Tega se je profesor Ehrlich živo zavedal. Zato je napovedal komunizmu neizprosen boj, ki ga je bojeval z občudovanja vrednim pogumom. To je bilo hudodelstvo in zato je moral umreti. Ehrlicha tako imenovana ljudska oblast ni pustila pri miru niti po vojni. V začetku leta 1946 je oblast pripeljala nemške ujetnike na Žale, dobili so žganje, potem pa so morali ekshumirati posmrtne ostanke profesorja Ehrlicha, Bana Natlačena, študentov Župca in Kikla in še nekaj drugih grobov. Trupla so naložili na kamion, odpeljali nekam proti Postojni in tam vrgli v neznano brezno. Takratni generalni vikar in kasnejši škof Anton Vovk je v slavnostni pridigi o Kristusovem grobu in vstajenju med drugim rekel, citiram: "V vseh časih so bili grobovi rajnih in pokopališča kraj spoštovanja in nedotakljivosti. Le včasih se je zgodilo, da so divje hijene vdrle na pokopališče in razkopale ter oskrunile grobove." Hvala lepa.